danes je 25. april 2021 in ura je zjutraj. Tako da, dobro jutro vsem, dobro jutro družba. Fora je pa, da jaz zdajle tole snemam, še preden sem si umil zobe. A veš, si umijem glavo, zdajle z mokro glavo pa slušalkami na glavi tole snemam, zato ker, a veš, sem v kopalnici, začnem razmišljati in pol pridem do ene, ma ne lih ugotovitve, no, ampak tako ene zanimive misli. In to je, namreč razmišljal sem o tem, kva bi jaz počel, če ne bi, a veš, imel službe, ampak da bi nekaj svojega delal. In pol zadnje čase imam tule en predal, ker tako, a veš, napišem en majhen listek, kakšna bi bila moja idealna služba oziroma lastnost, a veš, pri 31 ne, počas zbiram lastnosti svoje idealne službe, pa vsake toliko se en delček tega spomnim in vržem v ta predal. No, zadnja 2 dneva sem not vrgel podrobnosti, ful rad se ukvarjam s podrobnostmi in pecajzlam stvari, tako da so v nulo urejene. To je meni toliko dobro. Ampak, če to delam, pol je fajn, da to delam na nečem, kar, a veš, je vredno spedenati v nulo. Pa je koristno drugim, da je spedenano v nulo. Ker recimo, če jaz posesam stanovanje, res, a veš, vsako resico stanovanja posesam, čez en teden bo spet prašna. Tako da je brez veze, a veš, da grem z enim mikrosesalcem čez stanovanje, pa vse posesam, tako res nima nobenega smisla. Ali pa, mislim, se je še veliko primerov, ki je pecajzlanje zguba časa in boljše tega ne delam. Tako da zdaj iščem, kjere stvari bi bilo pa fajn, da se jih pecajzla. Ker recimo, a veš, kaj je NATO poslal raketo v vesolje, tiste je bilo fajn, ja, da je bil verjetno vsak vijak res dober prvit, pa lih tako narejen, da je najmanj trenja na tej raketi, ali pa da, pač, a veš, take stvari, ne, kaj res jih treba v nulo spedenati. No, to bi jaz delal, to je meni ful dobro. Drugo je, da bi rad delal nekaj, kar je dolgotrajno, v smislu, da, a veš, se reši nek problem, neko težavo in potem je ta odpravljena, se skozi. No, kar rečem za skozi, ne, sem se zdaj sprijaznil, da pač skozi ne obstaja, ampak rečemo, da se reši nek problem vsaj za čas enega človeškega življenja. Da pač nekaj naredim in to, evo, bo vsaj 100 let obstajal in ta problem, za katerega sem pač ustvaril rešitev, bo 100 let obstajala. No, pa ni nujno lih, a veš, rešitev za problem, ampak recimo, da posnamemo film ali pa ustvarimo en ful dober komad. Ta komad je posnet, ta film je posnet in dokler pač ne zgubiš posnetka, to lahko 100 let ali pa več zdrži. No, o tem govorim. A veš, da pač bi rad nekaj delal, kako to naredim, zdrži nekaj časa. Oziroma čas enega človeškega življenja. Pa ne, a veš, 20 let, ki se pol en v prometni nesreči poškoduje pa umre, ampak pač tako, 100 let, evo, 100 let. No, pa začnem razmišljati o Simple Lifeu, pa začnem razmišljati o Sadhguruju, pa začnem razmišljati, who the fuck am I, mislim, kako, a veš, to vse združiti v neko, v neki pač, pa a veš, še službo zraven dati nekako. No in pa pridem do tega, da vsak od nas se je pač rodil, vsak od nas umre. Ampak od vseh stvari, ki bi jih kle vmes med tema 2 točkama lahko naredil, da bi živel boljš, zdaj pač razlagam čisto svoj pogled, je, da bi vedel. Da bi vedel. In v smislu, da bi vedel, kdo sem, da bi vedel, kaj je life, da bi vedel, kaj je pol, ko umrem.
Ali pa kaj je bilo prej, preden sem prišel sem. In to. Se pravi, imamo v bistvu 3 točke. Ena točka je rojstvo, druga točka je smrt. Nekje vmes bi pa jaz želel dodati še 3. točko. In to je, da zvem. Da zvem, kdo sem jaz, da zvem, kaj je life, da zvem, kaj je po lifeu ali pa pred lifeom, pač kaj je po tem, ko umrem. In temu, rečemo zaradi pomankanja boljše besede, ampak ne, saj kar ta prava beseda, rečemo temu razsvetljenje. Še razsvetljenje bi rad dodal nekaj kle vmes. Ker se mi zdi, da je čist drugače živeti, če pač vem, oziroma zate govoril, če pač veš, ne bom zase govoril, če pač vem, kaj je to kle. Pač kva the fuck je to tukaj. Evo, če bi to vedel, bi bilo čist drugače živeti. Ker, in to je moja trenutna predstava, ki jo ne morem potrditi iz lastnih izkušenj in samo ugibam, da je temu tako, meni se zdi, da ta life oziroma vse to nima nobenega smisla. V smislu, da obstaja neka prava juha, ki vsebuje vse možnosti. A veš, da lahko je svet tako postavljen, kot je zdaj, lahko je tako, kot je v Rick and Morty risanki, lahko je tako, kot v kjerikoli drugi risanki, lahko smo nekje vesoljci, dejansko, a veš, unisivi z velikimi očmi, lahko je nekje samo črno, lahko je nekje samo belo, lahko smo nekje kocke, ki, a veš, prek gravitacije se malo premikajo, ena pro drugi, pa se malo zabijajo, pa je to cel smisel unga lifea? Ne vem, a veš, ta pravi juha, ali pa morje vseh možnosti, rečemo temu, morje vseh možnosti. In ta zdaj, kar se dogaja, to je pač ena možnost. No, in če tako pogledaš, pol smo mi del tega, te večne pravi juhe, tega večnega morja vseh možnosti. In kaj je smisel, da to počnemo, kar zdaj počnemo? Je pač ni ga. Objektivno gledano ga ni. Subjektivno gledano pa je ful fajn, ker je tako zastavljen, da si lahko vsak svoj smisel postavi. Kar je ful fajn, a veš, si pač rečeš, jaz bom life tako živel. In ga tako živiš in ti je dober, ker si se odločil, da ga boš tako živel in tebi to ustreza in ga tako živiš in je the best. No, in lih zavesten način življenja nekako omogoči to. Tako da pa spet prijemo do zavesti in da je nekako bolj, ko si zavesten, bolj, ko zavestno živiš svoj life, boljš je. No, ampak, a veš, če ni unga objektivnega smisla, pol bi rekel, da je edini smisel to, da si pač kle, da smo tukaj, pa da se igramo. A veš, da gledaš na life kot na igro, ko pač prijaš sem, kakor prijaš, a veš, na igralno polje in pol so kle neka pravila in zdaj pač špilamo igro, ki se ji reče človeštvo. Oziroma špilamo igro, ki se reče Zemlja. Ja, rečemo temu tako. In je pač lahko igraš to igro po teh pravilih, lahko si znotraj te igre še svojo igro spomniš, a pa tako s parimi ljudmi, a veš, si postavite svoje pravila, pa jih probate špilati, recimo pač imaš band, imaš podjetje, imaš pač skupino prijateljev, pa se skupaj, a veš, neka, v navednicah bom temu rekel, pravila spomne, da mi bomo tako pa tako čas preživljali skup, pa delali te stvari, pa nam bo ful dobro. In pol pač to delaš. Tako da ja, da je to tukaj sam, a veš, da je life ustvarjanje, da pač lahko iz tega narediš, kar hočeš, lahko sprobaš, kar hočeš. Ne vem, a veš, hoče nekdo biti, ali pa izkusiti, kako je biti, ne vem, zakaj spet ta primer, da pač meni je to tako smešen, kako je biti ful dober frizer.
In pač gre, pa pač se nauči to, pa a veš, dela na svojih sposobnostih friziranja in pač rata ful dober frizer in pol ve, kako je, ko prije stranka, pa reče, jaz bi pa tako frizuro, pa pol rečeš, ne, kaj pa če bi malo drugače, pa ok, idemo probat, pa je narediš to frizuro in pol, a veš, je čisto zadovoljno, wow, se to res ful dobro zgleda in se ona dobro počuti, ko ima hudo frizuro, pa se ti dobro počutiš, ko je za stranka zadovoljna zaradi tega, ker si ti naredil in pač je tako, sta oba zadovoljna, ti še dobro plača, nekaj napnine po vrh in je tako, the best. No, a veš, lahko nekoga zanima, kako je to in se potrudi, da pride do tega in mu je ful dobro. Pač mene osebno to niti ne zanima, lahko se sam pač, rečemo, prek domišljije si predstavljam, da ja, nekomu, ki to veliko pomeni, mu more dogajati, kaj enkrat prije na ta nivo. Ampak ja, to da life v najlepšem načinu gledanja je igra. Smo tukaj samo zato, da pač sprobamo stvari, ja, veš, mene pa zanima, kaj je to. In pač greš kaj, pa sprobaš, kaj je to. Ali pa vidiš tam nekaj zanimivega, pa greš kaj, pa sprobaš, kaj je to tukaj. A veš, in to, a veš. Se ne vem, kako bi drugače opisal. Mislim, zato je pa tako dobro biti človek, si tudi Sadhguru skozi to razlaga. Pač smo zavestna bitja. In se lahko zavestno odločimo, mene zanima, kaj je tam. In pol gremo in vidimo, kaj je tam. Pa to, kaj je tam, ne, lahko traja, veš, 30 let, da se naučiš vse, kar se moraš naučiti, pa nabereš izkušnje, pa nabereš sposobnosti, da greš do tja, greš v navednicah, nekaj ni fizično, ampak bolj prek časa, veš, se pomakneš kaj. V pozicijo, kjer pač nekaj znaš, nekaj veš in delaš tisto, kar si hotel delati. In to, evo, da pa pridemo do tega, da vemo, da je life igra in da pol, ko umreš, sam greš nekam, odkudar lahko priješ nazaj v to igro ali pa v kakšno drugo igro. Saj ni nujno človeštvo edina igra. Lahko se gremo Marsovce tudi. Lahko se gremo Marsovce in Marsovce se igra tako, da kot Marsovc veš, da obstajajo Zemljani, ampak veš, da oni ne vejo zate. In pola veš, lahko mi, ki imamo ful napredno tehnologijo kot Marsovci, opazujemo, kva delajo Zemljani, pa se čudimo, te budale, kva te delajo, pa sploh ne vejo, da mi obstajamo in je celemu planetu ful svešen, ki vejo, da oni obstajajo, pa Zemljani pa za njih ne vejo. In je pol Zemlja za Marsovce kot nek reality TV, nek resničnostni šov, ki pač to gledajo vsak dan, pa vejo, da oni ne vejo zanje. Veš, pa potencialno še na Veneri so kakšni, pa pač oni vejo med sabo, pa se, obiskujejo drugega, pač ko itak valjda imajo vesoljske ladje, itd. Sam je edino pravilo, cool, mi se lahko obiskujemo, pa hodimo po svetu, ampak Zemljanom ne povedati. Zemljane puste tam, ki so, naj delajo svoje, mi bomo pač gledali jih, kva počnejo, ker je pač hilarious, ker je ful smešen, kva delajo. In no, evo, mi bi se lahko tudi to igro šli, da smo Marsovci in da to delamo. In ja, to, kar sem pa zdaj vse opisal, da je life igra, je pa zares lahko, mislim, saj jaz to tako čutim, da bi lahko temu verjel, pa ne verjel, da bi lahko živel na ta način, sam če bi vedel, da je to. A veš, jaz si zdaj mislim, da je to, da je life igra, ampak to bi lahko vedel samo tako, da bi vedel, kaj je po smrti. A veš, ker če bi vedel,
da potem, ko umrem, jaz še vedno obstajam, sicer brez telesa, brez uma, da sem samo ta zavest, pa potencialno, da še kaj, še kaj energije sabo vzamem na ono stranstvo, ker Sadhguru tudi nekaj o tem razlaga. No, moment. Šele takrat, ko bi vedel, da se moj življenje po smrti nadaljuje v neki obliki in da jaz lahko prijem nazaj sem, sicer ne v tem telesu, kar pa vsem prije do ene žalosti, enega obžalovanja, veš, da to telo Jure Peharja bo enkrat konc. Fuck. Lahko dobim drug lik, ampak ta lik je pa konc. Tokrat. Veš, da se vse skupaj enkrat ponovi, da pač resetiramo vse skupaj pa rečemo, da gremo še enkrat uno verzijo. Veš, ko smo jo igrali 1.500.081 let nazaj, dajmo uno verzijo, a veš, Zemlja 2021, dajmo to še enkrat zalaufati. Ok, kdo je uno igro srano? In pa pač pogledajo po svojemu intergalaktičnem kompu, lej, kle imamo to sejvano igro, dajmo to še enkrat zagnati. In potencialno bomo mi vsi še enkrat obstajali, ko bo še enkrat nekdo zagnal to. Sem pa se spet vprašaš, a pol imamo sploh svobodno voljo, ali je vse že, narejen. Ampak pustimo ta pogovor za zdaj. Kar hočem zdaj povedati je samo to, da če jaz vem, kaj je po smrti, pa vem, da se nadaljujem, pa lahko prijem tudi nazaj sem, če hočem, je pol kar naenkrat sem klele kot Jure Pehar, kot ta človek, ki zdaj vam to razlaga, oziroma sam sebi v bistvu to razlaga, sem lahko ful razbremenjen. Sem res naenkrat kar napolno razbremenjen. In pol lahko, pač life, probavam, pač kaj se zgodi, če jaz naredim to, kaj se zgodi, če, jaz na ulici eno, ki mi je všeč, pa me ne pozna, pa jaz nje ne poznam. Kaj se zgodi, če kar stopim do nje, pa začneva, se pogovarjati, pa lahko to potencialno pelje do česa. Ampak jaz tega ne morem, če sem živčen, pa če, life jemljem resno, pa, kaj mislim. Če vse skup kle ena igra, da pač smo kle turisti, pa šli kle, da malo vidimo, da izkusimo, kva to je life, pol je pa čist nekaj drugega, kakor da life je resna zadeva, jaz moram kle delati, jaz moram skrbeti za to, pa to, in pol umrem in to je to. Ne, ni to to. Oziroma, ne vem, a je to. Lih zato sem pač te 3 točke tam postavil. Pač rojstvo, smrt in vmes razsvetljenje. Potencialno čim prej v lifeu razsvetljenje, da pol čim večji del lifea preživiš z vedenjem, kva je life, kva je pol, kdo sem jaz. Kaj se pravim, saj jaz tako dojemam, da je čist drugače živeti, če veš. No in kle not pa pride Simple Life in Sadhguru. V smislu, da to, da veš, zato pač so potrebne neke vaje oziroma določen način življenja, da, svoj telo, svoj svoje energije in tudi čustva pripelješ do enega nivoja, ki si dovzeten za to vedenje. Ko včasih se pač vsi imate uno izkušnjo, ko ti nekdo nekaj razlaga, pa je lahko zelo dober prijatelj, ki mu zaupaš, pa veš, da on ve, ali pa da ona ve, pa nisi v takem razpoloženju ali pa v taki naravnanosti, ki bi dejansko poslušal, kva ti ima zapovedati. Tako da en del zgodbe je samo to, da pridemo v stanje, kjer smo pripravljeni poslušati in pa slišati ta odgovor oziroma to vedenje.
In mislim, da meditacija, pa vse te vaje, ki jih Sadhguru podaja, pa razlaga, pa te pogledi, različni nazori oziroma pogledi na svet, to so samo zato, da mi sami sebe pripeljemo v stanje, ki smo pripravljeni oziroma ki smo sposobni slišati odgovor oziroma prejeti to izkušnjo, prek kjer bi pol vedeli, kaj je life, kdo smo mi, kaj je po smrti. In ja, jaz meditiram zdaj samo zato, da pač svoj bullshit dam tako rekoč na stran in da sem nekako prijem v to stanje, kjer sploh lahko vem. No in tle, kakor pa vidim, sta pa dve fazi. Eno so prav te vaje, prav te različni načini pogleda na svet, ki vam ne morem kaj dosti glede tega pomagati, lahko samo rečem Sadhguru. Pejte na YouTube, napišite Sadhguru, to je to, vse, kar rabite vedeti. Tako da ki vas zanima, je to, da sem vam ravno kar Sadhguru je omenil, edini podatek, ki ga rabite glede tega. Ki vas ne zanima, pa brez veze, da jaz sam probam sploh karkoli razložiti glede teh vaj, glede teh nazorov, ki pač vam ni do tega, kaj naj rečem. Drug del je pa to, kar je Simple Life bil prvotno. Tem preprosti napotki, kako si poenostaviti life, zato da imaš več cajta v dnevu za stvari, ki ti nekaj pomenijo, in ne za stvari, kakor je recimo pucanje stanovanja, pa plačevanje položnic, pa ubadanje z nakupom hrane, pa za ne vem česa, kar moramo mi vsak dan početi. Da si ta del poenostavimo, da vse te vsakodnevne zadeve, ali pa to služenje keša ne nazadnje, da si to poenostavimo do te mere, da imamo pol tisto 1 uro, mogoče 2 na dan, za vse te vaje, ki sem jih prej omenil v povezavi s Sadhgurujem. Se pravi, poenostavljanje je samo zato, da si sprostimo svoj čas, da lahko pol delamo une stvari, ki nas bojo pripeljale do tega vedenja, ki nam bo pol omogočil živeti life bolj tako z užitkom, Tako da ja, kakor jaz vidim mojo pot, mislim, to je bila moja pot v bistvu, se gre od poenostavljanja, se pravi od odstranjevanja vsega bullshita, vsega sranja iz svojega lifea. Oziroma ne svojega lifea, ker zdaj po ta novem besedo life dojemam kot to, znotraj mene, kar mene dela živega. Vam rekel življenje za vse to okoli mene, oziroma za pač moje življenje, tako nasplošno. Tako da ja, poenostavljanje življenja. Da odpravim ves sranje, ki ga ne rabim v njem, zato da sprostim svoj čas. In pa lahko ta čas in to voljo, kot tudi volja, saj predvsem to ne, a imam jaz kaj volje za delati te vaje. In to voljo, mi lahko marsikaj pije vsak dan, to da kle so une podrobnosti, da pač greš, pa daš hibridne gume na avto, da ti ni treba 2-krat na let hoditi menjati gume, ampak jih imaš pač hibridne in je to. Da, si poenostaviš garderobo, mislim, saj jaz sem trenutno na tem, da ne rabim likati, ker je pač moja garderoba taka, da prenese, nezlikanost in niti ne zgleda zmečkano, ker je pač, kavbojke, majice, nič takega, ne. Da imaš nek sistem, kako domače opravke podelati na hiter,
učinkovit način, potencialno malo znižati standarde glede čistoče, da, kot sem na začetku razlagal, prah res ne rabi biti tako iz vsake resice v stanovanju posesan, ampak če je malo prahu, pač jebi ga. In to je tako ena poenostavitev, ker je res ful fajn, da pač malo znižaš standarde glede čistoče, malo. Ker moji so bili ful visoki, pa sem jih malo znižal, tako da so zdaj normalni in je tako boljš. No, in ta del, da si poenostavimo life, zato da pol imamo cajt, da imamo pol voljo meditirati, pa te stvari delati, ki so res une stvari, ki bomo prišli prek njih do vedenja ali pa do boljšega počutja. Ker ne nazadnje, mogoče tudi kakšen od vas model visi, da bi vedel, kva je vse to, ampak mu je dost, da bi bil zadovoljen, da bi bil vesel znotraj sebe oziroma globoko sebe, pa srečen. Ja, z eno besedo, da bi bil srečen. Marsikdo ne rab vedeti, kva je to vse tukaj, ampak mu je dost, da je sam srečen. In ko je enkrat srečen, lahko gre pa pač raziskuje, kva je life, kaj se zgodi, če grem kva se zgodi, če naredim to, what does this button do? A veš? Pa smo pa eni, ki bi hoteli biti srečni, pa še vedeli, kva je vse to. Čakaj, ali je meni dosti, da bi bil sam srečen? Brez da vem, kaj je to tukaj. Pizda, pa res, mogoče sem tudi jaz med temi, da bi bilo dosti, če bi bil sam srečen. A šuno, da se zbudim, dobre vole, pa pogrem skozi dan, dobre vole, pa zaspim, dobre vole. In da je to. A veš, da se sploh ne bi več spraševal. Ja, potencialno res. Ko bi bil enkrat v tem stanju, se potencialno sploh ne bi več spraševal, kdo sem jaz, kaj je life, kaj je possible. Ja, pač mogoče ne bi bilo sploh teh vprašanj, ker so ta vprašanja potencialno samo način, kako pol prideti do. A veš, jaz mislim, da če dobim odgovore na ta vprašanja, pol bom srečen. A veš kaj, mislim, da je moja sreča, kakor jo jaz trenutno vidim, jaz bom srečen, če dobim odgovore na ta vprašanja. Oziroma, ko dobim odgovore na ta vprašanja. V bistvu je pa fora, da moram tudi ta če in ko odstraniti, da moja sreča ni, a veš, una sreča, srečen bom če, srečen bom ko. Ampak sam srečen sem pika. In je to. In pa se sploh ne brabo potencialno sprašovati teh stvari. Sem res. Enkrat, da bi bil vesel. Ja, mislim, da je lih to, da ko smo ljudje v tem res veselem, radostnem, srečnem stanju, smo tam, kjer bi mogli biti in pač pol uživamo life in v bistvu, ko smo v tem stanju, je kakor, da bi vedeli, da je vse skup igra, ker takrat vse, kar nas maje, dajmo pač delati stvari, tako, ker so pač zabavne, dajmo se igrati. Zaradi manjkanja boljše besede, ampak vse je kar ta prava beseda, da ko smo veseli, bi se igrali. In ni nujno, da, a veš, razumsko vemo, da je igra poanta life, če že obstaja poanta, ampak kar to nekako pride iz nas, ko smo v tem res najboljšem stanju, pač veseli, radostni, srečni, takrat bi se igrali, takrat bi živeli, takrat bi, a veš, zajahali life in ga tako, a veš, in čak. Ja, takrat bi se napolno, a veš, spopadali, oziroma ne spopadali, ampak tako igrali z lifeom. To sem hotel reči.
Zdaj pa smo pa eni, ki se sprašujemo te zadeve, ker... Ja. Ok, pol niti ni, da bi dobil odgovore na ta vprašanje, ampak je sam delanje teh vaj, zato da pač noter prijem do tega, čemu res pravim, notranje dobro počutje. Mislim, saj vem, da je vse počutje notranje počutje. Ampak kaj veš, rad poudarim, da gre za notranje dobro počutje. In pol naravno iz tega pride, da pač na live gledaš kot na igro in sam si tukaj pa pač uživaš vsem tem. Ok, tako da nekako pot je pa še vedno ista, kot sem rekel. Najprej poenostavljanje, zato da priješ do cajta, da se ubadaš s temi temami, da delaš na tem, da si vesel. In pol, ko si enkrat vesel, pol lahko delaš vse one pizdarije, ki si jih v prvi fazi odstranil, ki si jih v prvi fazi videl kot bullshit, lahko pol nazaj dodaš v svoj life, ali pa se spet začneš z njimi ukvarjati, ampak je drugače. Je drugače, če se stvarmi ukvarjaš takrat, ko si vesel. Evo, predstavljajte si, da rabite posesati stanovanje. Pojmo na najbolj osnoven primer, ali pa posesati nima veze stanovanje in da to delaš takrat, ko si slabe volje, ko se ti ne da tega delati, ko tako, fuck, a spet, ta prah, pa zakaj se ta prah skozi nabira, a more prah obstajati? Pa prejšnji teden sem pizdo materno posesal, a spet? In ja, pač se lotiš sesanja v tej naravnanosti in ni tako, da ti je tako vsaka minuta, fuck, ta kot je tudi prašen, pa ta kot je, pa ta kot je tudi prašen, fuck, my life. In ti tako ni cool. No, pol, ko si pa enkrat dobre volje, pa tako, sesati je treba. Ok, gremo posesati in pol pa sesaš, pa vmes si malo prepevaš, pa malo, razmišljaš o kakšnih stvareh, pa pač tako, tle je bil prah, zdaj ga ni pa več, pa tle je bil prah, zdaj ga ni več in pa tako na koncu, posesal sem, ful dober, kjer car. In si iz sesanja, nekaj, kar je bilo na začetku tega procesa, ful bedno, priješ do tega, da pol, ko si enkrat srečen, pa imaš radost globoko v sebi in z njo živiš vsak dan, pol rata tudi, sesanje tako, cool, pač, gremo sesat, in si pač čisto zadovoljen, da greš sesat, ker veš, da si živ, da sploh lahko greš sesat in ceniš sam to, da si nekdo, ki ima telo, ki pač to telo funkcionira in zdajle lahko greš sesat. Kaj je to privilegij. Ja, kaj enkrat prijaš v lifeu do točke, ko si toliko radosten znotraj sebe, da fucking sesanje prahu, vidiš kot privilegij. Nekaj, kar ni vsakmu dan, da počne. Jaz to lahko zdajle grem pa počnem. No, to so pa pač, mislim, da je ta proces, da si najprej, ponavljam že četrtič ali tretjič, da si najprej poenostavimo life, zato da sploh imamo cajt, da sploh lahko zadihamo. In pol, ko imamo ta cajt, ga lahko porabimo, cajt in voljo predvsem to, pol ga lahko porabimo za te vaje, za meditacijo, za razmišljanje o teh temah, za poglabljanje vase, pa ugotavljanje, kdo sem jaz. No in prek tega procesa pol počas prideš do tega, da si ustvariš neko radost v sebi in ko s tem živiš, lahko priješ na začetek tega procesa, ampak ga zdaj celega z veseljem upravljaš. Da vse te majhne stvari, ki si jih prej sovražil, pa ki so ti bile odveč, ta iste stvari so ti zdaj cool.
oziroma jih sprejmaš in pač le takole je. Meni je kul, da je tako, kot je in pač delaš ta isto stvar, ki si jo prej sovražil, zdaj tako z veseljem. Ja, tako da na koncu dneva niti nima veze, skoraj kva počnemo. Ima pa veze, da smo veseli, ko to počnemo. In pač delanje na tem. Ja, meni je to res, trenutno mi je to že koliko 30 dni, nekaj takega, ne, 27 dni. Prioriteta v lifeu, da prijem, da razvijem počasi to radost v sebi, da pol ne glede na to, kva pride, kva life vrže nasprot mene, ali pa mi v faco, veš, kaj life nam kdaj v faco, kje vrže. No, v glavnem, da vse to z veseljem naredim. In je pol a veš, v kakšnih pesmih ali pa v kakšnih filmih dostikrat rečejo, da tako moraš iti od doma, ni samo v filmih, ampak se to tudi poznamo, moraš iti od doma nekam drugam, da ceniš pol, ko priješ nazaj. In tle ko imaš, a veš, zato, ko priješ nazaj, prinese s sabo novo perspektivo. In tle je potencialno isto, pač moraš odstraniti bullshit iz lifea, zato da vidiš, kako je brez bullshita, pa, a veš, delaš pol na drugih stvarih in pol na koncu se vrneš do tega bullshita prvotnega, ala sesanje prahu in ugotoviš, da pač to sploh ni bullshit, to je pač en del lifea, en del življenja, ki ga jaz lahko z veseljem naredim. In to je to. To je to. Tako da poanta današnje epizode je, da ko priješ enkrat v lifeu do tega, da z veseljem posesaš stanovanje, si v redu. Tebe basa, da res, a do tega ugotovitve so prišli. Ko lahko sesaš prah, pa si tako cool, da je to test. Če z veseljem posesaš stanovanje, pa si v redu. Pa you, my friend, are okay. Dobro, pol je pa to ugotovitev. Tako da ja, družba, do prihodnjič, res lepo se imejte, pa se slišimo, ne? Ajde.